Čau, jaz sem Viktorija Horvat, sem iz Nucije, sem maratonka. Ponosna sem to, da sem prva slovenska gluha maratonka na olimpijskih igrah gluhih. Viktorija je gluha od rojstva. Ker pa ima polžev sadek že vse od svojega 2. leta, je bolj kot tišine vajena sveta zvokov. Maratonu se je resno zapisala pred približno letom dni. Ljubezen do športa in še posebej do teka pa je v njej zorela že vse od malega. Jaz sem bila živahna od otroštva, sem imela rada šport. Ko sem bila v osnovni šoli, sem začela trenirati atletiko, ko sem šla za mamo na 10 km na prvi istarski maraton in takrat se je začela tekaška zgodovina. Lansko jesen so na Viktorijin tekaški talent opozorili maratonca in tekaškega trenerja Romana Kejžarja. Sem videl njeno višino in pa njeno težo, tako da sem dal 2 velike kljukce. Sem videl, da je tudi taka pridna, delavna, kar je tudi ena odlika maratoncev. Sem že v tej prvi fazi videl kar en velik potencial. Romanove izkušnje in tekaški pedigre dajeta Viktoriji dodatno motivacijo. S Romanom Kejžarjem se hitro sva ujela, je v čast, da lahko pač treniram z njim, ker drugače sem izboljšala osebni rekord zaradi njega. Pod njegovim vodstvom je povečala tudi število treningov in hitro, močno popravila svoj maratonski čas. V 4 mesecih je naredila velik preskok, za pol ure izboljšala osebni rekord v maratonu, tako da se je zdaj že kar približala mejah 3 ur. 2-krat na teden grem v fitness, 2-krat na teden grem na stadion trenirati, take intenzivne treninge in potem pa 3-krat na teden pač delam dolžino oziroma izteke. Jaz nimam neke najljubše poti, ampak tečem skoraj vse povsod. Vsak teden tečem tako različno od 80 do 150 km. Toliko pač trenirajo vrhunski športniki, lahko rečete. A kaj, ko so treningi le del Viktorijinih vsakodnevnih obveznosti? Sem na fakulteti za varnostne vedi v smeri varstoslovje. Grem oktobra v 2. letnik. Zdaj bom imela tako predavanja in vaje bom pa vse hodila. Poleg tega faksa pa še delam kot prodajalka na blagajni v trgovini. Viktorija si želi preteči čim več maratonov in prvi jo že čaka v mesecu novembru v Tokiu na olimpijadi gluhih. A ta tek bo zanjo precej drugačen. Prvič bo tekla maratonsko razdaljo brez slušnega aparata, v popolni tišini, ki je ni vajena. Brez aparata mi je tako čuden občutek, pač, da samo slišiš tišino. Ne slišiš okrog drugih, naprimer, če kdo teče za tabo. Pa da ne bom mogla poslušati spodbudnih besed. Zato bo morala vzpodbujati kar sama sebe, pravi. Vedno rečem spodbudne besede, tako dajmo še malo pa bo, še malo imam. Še tako odštevam kilometre. Mi smo začeli novembra, letos novembra so olimpijske igre. V tem letu bomo naredili maksimalni napredek, kar se da. Potem dolgoročno pa vidim, da v naslednjih 4 letih se pa ona celo lahko približa svetovnemu rekordu gluhih, ki znaša 2 ure 46 minut. Jaz mislim, da bomo še veliko slišali od Viktorije. Niso pa samo športni rezultati tisto, kar je lepega pri športu. Šport prinese meni tako, da bom spoznala kakšnega profesionalnega športnika, da bom šla malo po svetu, pa da lahko tako tekmujem tako izven Slovenije, pa tako spoznaš drugi svet. Šport je zelo pomemben del življenja, ker pač prvo, kot si zdrav, prvo, drugo si pač srečen, da ti ohranja tako mladosten videz. Pa veliko pokoriš kalorij, lahko tudi pa ješ veliko.